Papež Frančišek je med obiskom v Milanu daroval sveto mašo v parku Monza. Homilijo je uprl na evangeljski odlomek o oznanjenju Mariji, ki se je bral med mašo. Ob njem pa je želel izpostaviti še eno oznanilo, namreč napoved rojstva Janeza Krstnika. Oznanjevanje Janeza Krstnika se zgodi, ko duhovnik Zaharija vstopi v svetišče, da opravi obred, medtem ko ves zbor čaka zunaj. Oznanjenje Jezusa pa se zgodi na nekem odročnem galilejskem kraju, v mestu na periferiji, ki ni ravno na dobrem glasu, v brezimnosti hiše nekega dekleta, ki se imenuje Marija. Nato je papež zbrane vprašal, ali je danes mogoče živeti veselje evangelija v naših mestih, je mogoče krščansko upanje v tej situaciji tukaj in zdaj. Vprašanji se dotikata naše identitete, življenje naših družin, naših držav in mest, dotikata se življenja naših otrok in mladih ter od nas zahtevata, da se na nov način vključimo v zgodovino. Nessuna situazione sarà privata della sua presenza. La gioia della salvezza ha inizio nella vita. Vse, kar se zgodi, od nas zahteva, da gledamo na sedanjost z drznostjo nekoga, ki ve, da veselje zveličanja dobiva obliko vsakdanjosti domačega življenja dekleta iz Nazareta, je poudaril papež Frančišek ter dodal: kakor včeraj, Bog še vedno išče zaveznike, išče moške in ženske, ki so zmožni verovati, spominjati se, čutiti se del ljudstva, da bi sodelovali s kreativnostjo duha. Bog še naprej hodi po naših mestnih četrtih in naših ulicah, prerine se v vsak prostor in išče srca, ki so zmožna poslušati njegovo vabilo in iz njega narediti meso tukaj in zdaj, je zbranim dejal papež Frančišek. Pred sveto mašo je papež obiskal zapor San Vittore, je tudi prvi papež, ki je prestopil prag tega zapora. Najprej je pozdravil vodstvo in zaposlene, zatem pa se je osebno srečal še z osebami, ki prestajajo zaporno kazen. Sveti oče in 100 zapornikov se je nato zbralo pri skupnem kosilu.